Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Najprej sporočilo našega sponzorja, ITV. ITV, njihov logo lahko občudujete v levem zgornjem kotu našega ekrana. No, zdaj pa več o dveh filmih s Kinosporeda. Talking to the mother's the least we could do. We'll come right over. Thanks a lot. Najprej, film, ki igra že nekaj časa in je vreden vsakega občinstva, ima naslov Z Bogom, punčka. Zapletena zgodba o raziskovanju ugrabitve malega otroka je bila najprej knjiga Denisa Lehana, ki je čez lužo vroča roba. Napisal je tudi predlogo za Skrivnostno reko Clinta Eastwooda, njegov novi roman Shutter Island pa že prenaša Martin Scorsese. Vsem je skupno ljubljenje človekove duše do boleče sredice. Punčka vas utegne najprej spomniti na film Dobri Will Hunting. Obema so namreč skupni braća Affleck in prizorišče zanikrnega Bostona. Ampak filma si gresta takoj zatem narazen. Dobri Will med pravljice, punčka pa k resnim krimičem s hudimi preobrati in neutrudljivim pripovedovanjem. Za rezultat so poleg predloge najvidneje zaslužni režiser Ben Affleck, njegov bratec Casey Affleck kot glavni igralec, igre stranskih likov in kamera, ki vedno kaže kaj zanimivega. Nobody does. All right. Listen, we'll just go up and we'll talk to him. You don't want to do it after that? I won't argue with you. Okay. Najbrž vas bo presenetil tek zgodbe, saj začne iznihavati že pred koncem prve ure. Ampak se zlagoma spet zaplete in v silovitem finišu razreši še dileme iz prvega dela. Vse do konca je velika neznanka tudi bejba glavnega junaka, ki jo igra starleta boljših hollywoodskih romantičnih komedij Michelle Monaghan. Najprej je težko reči, čemu je Michelle v filmu, razen zaradi tega, da osvetli mračni Boston. Nakar jo uvidimo kot žensko boginjo, ki je ob junaku zato, da se pokaže, kakšen Jack ta je, saj jo čuva kot lev svoje carstvo. We're leaving, all right? You know, Dave, I think it's your good looks. Because there is some fine pussy in here tonight. Open that door, Rummy. Open the door, Mike. Now. If you ever want to get fucked, let me know. Prisotnost partnerice jasno upraviči sklepni prizor, ko nastane huda dilema. Treba se je odločiti med slabima rešitvama. Njena vpije po diskriminaciji, njegova pa odseva žalost sodobnega življenja. Samo kurc, treba se je odločiti, človek se mora postaviti na eno stran. Drugi film ima naslov Jaz, legenda. V Koloseju štarta ta teden, žal pa vas lahko razočara. Poslušajmo konec pesmi Apokalipsa Janeza Menarta. Vendar, mar to, kar je, v resnici je, če za vse to, kar je, ne ve nihče. Treba je samo spremeniti zadnji vers v Ne ve razen mene nihče, pa imamo nastavek znanstveno-fantastične predloge I am legend. Legendarni je zadnji človek na zemlji. Večina ostalih je pomoril skrivnostni virus, nekateri pa so ga preživeli tako, da so se spremenili v krvoločne beštije. No, to pa je docela vse, kar ima film skupnega s knjigo. Ne bi bilo napak, če bi se film trdneje držal svoje knjige. Pravzaprav luštne knjižice, ki jedrnato predela znanost vampirjev in psihologijo puščavniškega življenja.
Knjižni junak je navaden človek, ki se sooča s svojo omejenostjo in išče tolažbo v steklenici. Filmarji pa so ga preobrazili v vojaškega komandosa in ga križali z vrhunskim znanstvenikom. Ima zvestega psa, ima iPoda in ima Mustanga GT500, s katerim preganja jelenjad po impresivno opustošenem New Yorku. Kaj mu sploh še ostane? Težko verjamemo, da se ne zabava. Naglavni greh pa je ta, da film prevrača naslov, tako da junak ne postane legenda zaradi razlogov iz knjige. Ok, točka za pozornost, ampak minus 100 točk za zateženo ameriško domoljubje. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Hvala lepa! All right, let me tell you about your God's plan. When the sun is highest in the sky, nothing happened. When the infection hit, I will be at the South Street Seaport. 6 billion people on Earth. I'm a survivor. I'm a survivor. I'm a survivor.